Ob svetovnem dnevu lajonizma, ki ga praznujemo 12. aprila, so člani Lions kluba Murska Sobota na Slovenski ulici v Murski Soboti odprli razstavo nagrajenih del likovnega natečaja Plakat miru, katerega namen je spodbuditi otroke med 11 in 13 letom, da skozi likovno izražanje razmišljajo o miru, ljubezni, medsebojnem razumevanju. Danes je to še posebej pereče, namreč mir je kot zdravje, ko ga imamo, ga niti ne čutimo, ko pa je skaljen oziroma ko ga izgubimo, pa je najbolj pomembna stvar na svetu. Danes je tudi svetovni dan lajonizma, 12. april, in res pravi trenutek, da odpremo to razstavo. Naj povem, da je razstava zbir zadnjih 4 let izbranih in nagrajenih likovnih del z področja Lions kluba Murska Sobota. Poleg je pa tudi plakat Anje Rožen iz osnovne šole Prežehovega Voranca na Ravnah na Koroškem, ki je letos postala svetovna zmagovalka, kar je res nekaj posebnega. V zadnjih 10 letih so namreč prvo mesto osvajali Tajci, Kitajci, Indijci, tokrat pa s čudovito idejo na temo Vsi smo povezani, Anja Rožen, Slovenka. In kako poteka razpis tako na nacionalni kot svetovni ravni? Naš strokovni vodja, gospod Anton Buzeti, ugotavlja, da se dela vsako leto, da so vedno bolj kvalitetnejša. Zmeraj dobimo med 20 in 40 del, sodelujejo torej šole iz področja Lions kluba Murska Sobota. Vsaka šola ima pravico, da jih pošlje do 5 izdelkov, potem pa se zbere komisija, ki je najprej na lokalnem nivoju, torej na nivoju Lions kluba Murska Sobota, izberemo 4 dela, jih pošljemo na nacionalni izbor. Tam se izbere ena, ki se pošlje v Združene države Amerike na svetovni izbor. Naj povem, da se tam izbere 24 finalnih del, ena je zmagovalka, kot sem povedal, letos Slovenka, ampak to je samo odraz približno 600 000 del, ki jih prejmemo. Ocenjuje se pa, da je v ta projekt vključenih do 10-krat več otrok, ki izdelujejo svoje likovna dela. K temu, da je razstava zaživela v središču Murske Sobote, je finančno prispevala tudi mestna občina. Ja, seveda, občina podpira takšne prireditve. Posebej je to zelo pomembno v današnjem času, ko prisustvujemo vojni v Evropi, in sigurno so otroci tisti, ki so največji glasniki miru in ki opozarjajo pravzaprav na neumnosti, ki jih počnejo odrasli. Med številnimi razstavljenimi deli je tudi plakat Lare Kalamar iz osnovne šole 1 Murska Sobota. Nekako sem poskušala narisati, kako si jaz predstavljam mir. V mojem plakatu je več simbolov miru, če ga pobliže pogledate, jih najdete. Navdih pa mi je bilo, ko sem se sprehajala po gozdu in je pač bila tišina in sem dobila navdih. Kaj pa, če bi to bil mir, ne? Gozd, srne, potok, žuborenje vode. Je mir na svetu zelo pomemben? Ja, je, čeprav ga trenutno zdajle ne morejo določeni ljudje občutiti, ampak mislim, da bi z mirom živeli boljše. Svoje delo nam je predstavila tudi Izabela Elizabet Ivančič. Ja, predstavlja mir med različnimi barvami kože, med svetom, gozd in mir tudi za različne spolno usmerjene. Izabel Flegar, sedaj že gimnazijka, prej učenka osnovne šole 1, pravi, da se je natečaju pridružila, ker meni, da bi na svetu moral zavladati mir, in upa, da je na nek način s svojim delom tudi ona prispevala k ozaveščanju o tem. Sem pripravila nekako 2 osebi, ki bi naj predstavljala te 2 strani. In vsi bi si želeli, da bi ena prevladala, ne? Zelo rada likovno ustvarja tudi Eva Kavaš iz osnovne šole Miška Krajnca Velika Polana. Mir mi pomeni neko strpnost, spoštovanje drug do drugega. Jaz sem predstavila mir med državami, različnimi kraji, med barvami kože. Tudi delo Mare Škrlak Marič, bivše učenke osnovne šole 1 Murska Sobota, je na ogled. Predvsem sem črpala iz situacij, ki so se dogajale v zadnjih 3 letih, kot je recimo onesnaževanje morja, potem da moramo biti prijazni do narave in podobno. Mir Mari predstavlja.
da sočustvujemo z drugimi ljudmi, pa predvsem mi je ta natečaj mi je zelo všeč, ker mlade spodbuja k temu. Odprtja razstave se je udeležil tudi Nino Maletič, guverner Lions Slovenija, ki pravi, da so razstavljena dela odlična. Izražajo tisto, kar odrasli večkrat pozabimo, se ne spomnimo, zanemarimo nekje. Otroci pač iskreno povedo, kaj mislijo o miru, o ljubezni, o sočutju, o prijateljstvu in to izražajo njihove risbe, ne, ki vsako leto smo presenečeni nad kvaliteto, številom del, ki ga v Sloveniji že delamo skoraj 35 let. To so otroci med 11 in 13 letom starosti, kateri imajo tisto še čisto, bom rekel, umetniško žilico, neizraženo. Tako. Posebej smo letos veseli zaradi uspeha slovenske učenke iz Raven na Koroškem, ker ji je uspelo se prebiti skozi vsa ta, bom rekel, slovenska komisija sita, skozi evropska, na koncu tudi skozi svetovno, ki je prišla med 24 najboljše ocenjeni del in na koncu tudi zmagala. Zame so v bistvu vsi otroci zmagovalci, zato ker vsi se potrudijo po svojih močeh in prispevajo, da nas spomnijo, da mora biti naša družba boljša, lepša in pa seveda, saj veste, vojna je tisto zadnje, kaj si vsak od nas želi. Namen svetovnega dne lajonizma je, da se vsi spomnimo glavnih poudarkov in temeljev lajonizma. Kot sem prej povedal, to so medsebojno razumevanje in spoštovanje in dobrodelnost. Naše geslo je We Serve, torej pomagamo. Z veseljem lahko povem, da smo od leta 1968, ko je bila ustanovljena fundacija Zveze Lions klubov z celotnega sveta, v dobrodelne namene podali že več kot $1 milijardo. Tudi Slovenija je en del teh sredstev dobila. Drugače pa Lions klubi sami v svojih okoljih pomagamo, kolikor se le da, pomoči potrebne. razstavo likovnih del natečaja Plakat miru si lahko na Slovenski ulici ogledate vse do konca aprila.